V novomeški občini so za občane vse leto, predvsem pa med Evropskim tednom mobilnosti, na voljo številne izobraževalne, športne in druge dejavnosti z namenom spodbujanja hoje in drugih trajnostnih oblik mobilnosti. Tako se lahko ves september brezplačno vozijo z mestnimi avtobusi. Prav tako si lahko zastonj izposodijo kolesa v turistično-informacijskem centru. To sta le dva od ukrepov iz sklopa Evropskega tedna mobilnosti, ki je letos potekal med 16. in 22. septembrom pod geslom Gremo peš. Zelo radi pešačimo, predvsem po prenovljenem glavnem trgu. Javnega prevoza se po pravici povedano ne poslužujemo veliko, uporabljamo pa kar precej tale GO/NM kolesa. Tako naprimer tale mesto je kar v redu, da se malo sprehodiš. Da ni prometa? Avto, ja. Tudi sami kaj kolesarite, se sprehajate? Ja, tudi malo. Veliko hodam, tudi s planinci in lepo mi je. Absolutno je pomembno, da lokalna skupnost to spodbuja, predvsem je pa pomembno, da človek sam kaj naredi za to. No? Kaj vi naredite? Hodim peš, kolesarim malo manj, ker sem štorasta. To, čim manj uporabljamo avtomobile, predvsem, da se čim več gibamo, kjerkoli je že priložnost za to. To bi mogla bolj občina se še bolj angažirati, ne? Pa tudi posameznik, ker kolesarjenje, peš, avtobusi, tega premalo koristimo. Bom rekel, da smo preveč razvajeni, kar se prevoznih sredstev tiče. Zato so dobrodošle vse akcije za spodbujanje drugačnih oblik gibanja, ki jih občina izvaja že vrsto let. Cilji so zmanjšati število avtomobilov in povečati, se pravi, te individualne gibanja po mestu, se pravi s tem, da zmanjšamo število avtomobilov, ki so parkirani in tako dalje. Uporabniku je zato na voljo so razne druge oblike mobilnosti. Eden od ukrepov občine je sistem izposoje koles z gonem. Letos pomladi je bilo dodanih 45 novih električnih koles, zatem v novomeški občini najdemo tudi 10 polnilnic za električne avtomobile. To so zagotovo neki ukrepi, ki nekako usmerjajo oziroma občina dela na področju trajnostne mobilnosti. Prav tako je tale urejanje površin, ki so namenjene predvsem pešcem in kolesarjem kot nekako najboljši način trajnostne mobilnosti oziroma pač premikanja z najmanj emisijami. Tlele bi lahko izpostavili to, da je pač zaprtje glavnega trga, prenavlja se Kandijski most, ki bo podaljšek le-tega, Levičnikova cesta bo dobila tudi kolesarsko oziroma je že narejena kolesarska steza, potem proti Srebrničem je tudi narejena en krak nove kolesarske poti. Pri ljudeh je najtežje spremeniti miselnost, meni Trifkovič, ko se dotakneva število občanov, ki kolesarijo in pešačijo. Težko je iti iz cone udobja, ampak ko gremo iz cone udobja, je ponavadi najlepše. In tudi to pomeni, da včasih se je treba kljub oblačnemu vremenu odpraviti denimo na kolo ali pa peš. Vsekakor so dober zgled na tem področju osnovne šole Grm, Drska in Otočec, saj njihovi učenci, nekateri že 3. leto, organizirano pešačijo v šolo v sklopu projekta Pešbus. Predvsem starejši občani pa se za premagovanje razdalj poslužujejo mestnih avtobusov. Se skozi vozite z mestnimi avtobusi? Samo premalo voz, tako bom povedala vam. Vse smo že dali pritožbo, pa nič ne noca. Pa kaj ćemo? Drugače se vam zdi pa v redu, ne? Če ste starejši, nimate drugega prevoza? Ja, sej fajn, zato pa. Srečali smo še eno občanko, ki je kar dolgo stala na avtobusni postaji v središču mesta. Pa ste zadovoljni z voznimi redi, z linijami? Kdo bomo zadovoljni, če ne vse zjutraj je na 4, vse prepala v mestu, zato ni pa nobenega. Kam se vozite, na kateri trasi? Župenca. Z občine odgovarjajo. Sistem je optimiziran, tako da smo v bistvu obstajajo linije in vozni redi, ki so zasedeni, ki omogočajo našim občanom pač prevoz ob urih, ki so najbolj frekventne. Starejši in invalidi se sicer obračajo tudi na Rudija, električno vozilo, ki prispeva k večji mobilnosti ranljivih skupin in kot kaže, gre za uspešen projekt. Za upokojence iz bolj oddaljenih vasi, pa tudi iz bližine mesta, je to dostikrat edini prevoz.
Uporabniki naročijo prevoz preklicnega centra v sklopu zavoda Zlata mreža vsaj 3 dni vnaprej. Vozniki prostovoljci pa jih odpeljajo do zdravnika, lekarne in drugih opravkov. Med tako imenovanimi prostoferji je že od prvega dne Ivan Štangl. Kot pravi, opravijo od 5 do 8 voženj na dan. Se zgodi, da so samo 2, a vendar je v glavnem je tam do 5 do 6 voženj na dan. Tako da je prostoferje od 7 pa do tam 15-16 ure zaseden. Vsak delovni dan v mesecu se jih za volanom izmenjuje 12, kar zaenkrat kljub velikemu povpraševanju zadostuje, dodaja. Ljudje so jim zelo hvaležni. Rabijo tudi malo pomoči pri izstopu, vstopu ali tudi spremstvo do vrat, do hiše ali do bloka po stopnicah. Tako da moram reči, da je tudi naše delo kar tudi zahtevno, potrpežljiv moraš biti, ampak je pa tisti nasmeh, hvala je veliko pomeni. Projekt Rudi v sklopu programa Starejši za starejše so začeli marca lani in je odziv občine na pogosto izraženo potrebo upokojencev in invalidov po zagotavljanju prevozov. Občina je zagotovila vozilo, društvo upokojencev voznike prostovoljce. Lani smo v 10 mesecih prevozili par uporabnikov, manj kot 800. Letos v 7 mesecih imamo že 700 prevozov. Tako da resnično mislim, da številke potrjujejo potrebo. Voznikom prostovoljcem, ki mesečno zagotavljajo prevoz med 90 in 100 občanom, predvsem stalnim strankam, pa malico zagotavljajo novomeški gostinci, ki se jim Šončeva, tako kot prostoferjem, iskreno zahvaljuje. Občina bo sicer v mestnem jedru v bližnji prihodnosti vzpostavila še sistem prevozov z električnim minibusom, okolju prijaznim vozilom s 5 sedeži ter prilagojenim starejšim in invalidom. Potnike bo brezplačno prevažal v mestno jedro in okolico. Dan brez avtomobila v Novem mestu, vrhunec Evropskega tedna mobilnosti, vsako leto obišče množica predšolskih otrok in učencev, ki se preizkusijo na številnih animacijskih napravah, poligonih in drugih zanimivostih, ki spodbujajo trajnostno mobilnost ter prispevajo k ozaveščanju na tem področju. Tudi tokrat so glavni trg preplavili razigrani in gibanja željni otroci. Hop, gremo vsi, bravo! Hop, hop! Hop, 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 oh, yo, 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 oba! Stran, hop, stran, hop, stop, glas, 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 ničec, 2, 3, bravo! Zaplesali so tudi mladi hip-hoperi iz plesnega studia Novo mesto. You got me out of the wondering if you wanna be in the love. I can be yours until the end. Hey girl, what's up? I'm going crazy. Hey girl, what's up? 'Cause I wanna know if I can love you. Hey girl, what's up? You want you to be my lady. Hey girl, what's up? I wanna know who you are. Na občini so v sodelovanju z društvi in organizacijami tudi letos pripravili bogat in raznolik spored. Tokrat prvič na prenovljenem novem glavnem trgu. Za mano vidite pester program, otroško veselje na prostoru, kjer jih ne ogroža avtomobil. Tokrat letos sodeluje ogromno nastopajočih, sodelujočih od gasilcev, policistov, raznih planinskih društev, kolesarskih društev in tako dalje. Namen je, da ljudem pokažemo, da je zdrava, trajna mobilnost pomembna, da puščamo svoje osebne avtomobile doma, se raje sprehodimo peš do trgovine, službe, uporabimo kolo, mogoče tudi mestni avtobus. Vzgojo v trajnostnem duhu je treba začeti pri najmlajših, zato so k ogledu povabili otroke iz več kot 10 šol in 5 vrtcev. Med drugim so si ogledali intervencijska vozila in obnovili postopke oživljanja, ki so jih prikazali člani območnega Rdečega križa. Absolutno je pomembno, ne samo za otroke, za vse ostale udeležence oziroma laike. Je pa prav, da že otrokom predstavljamo temeljne postopke oživljanja, potem, ki jih večkrat tudi slišijo, doživijo, probajo, da jim potem, ko enkrat pride do resne situacije, znajo pristopiti.
Veliko otrok je preizkusilo za letavčka in kolesa. Probali smo pač kako izgleda, ko so ti tekmovalci, ki tekmujejo po Sloveniji. Pa to. A je zanimivo? Ja, kar. Povej, kaj si zdaj poskusil? Vožnjo čez ovire. In kako je šlo? Ja, je malo težko, ampak je super. Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje so priskrbeli poligon za preizkus gimnastičnih zmožnosti. Tole naše sodelovanje je že tradicionalno, radi se odzovemo, ker se vedno tu dogaja živ žal. To je tisto pravo spodbujanje telesne dejavnosti z eno vsebino, ko otroci uživajo. Prav zato smo pripravili poligon, ki spodbuja njihove veščine, primerne za njihovo starost. Žoltasti troti so mlade prvič na tem dnevu vabili na košarkarski spretnostni poligon. V bistvu smo dobili prošnjo in smo se v zadnjem trenutku odločili, da bi se lahko sodelovali, pa dobili kakšen podmladek, v bistvu, da bi se otroci lahko sprobali tudi v tej veščini. In kaj vse jim kažete? V bistvu imajo tukaj poligon košarkaški, damo jim možnost, da se preizkusijo. Kasneje bo to tekmovanje v trotovem poligonu, pa imajo možnost se pridružiti našemu klubu. Med društvi smo opazili tudi planince. Mi smo vsako leto tukaj zato, da bi ljudem pokazali, da se da tudi brez avtomobila, da se da priti peš kamorkoli. Včasih je človek prehodil 40 kilometrov dnevno, danes žal samo še 1600 metrov. Pogovarjali smo se tudi s skupino drugošolcev iz brusniške šole. Zakaj je pomembno, da se gibamo? Ker je bolj zdravo. Ker je bolj, da se kolesarimo, kakor da se vozimo, da malo noge uporabimo. Kaj pa narava, pa gibanje? Kako je to povezano? Tako, da se ne vozimo z avti, ker raznežujemo okolje, da čim več hodimo ali pa kolesarimo. Super. A se dovolj gibate, otroci? Ja! Najmlajši so se navduševali tudi nad pogumnimi gasilci in njihovo opremo. Dvigujemo, trgamo, odpiramo, naprimer vrata, če pride do karambola. Kakšno moč? Kako težko pa lahko to odpre? To razpiralo? Koliko bom rekel, kaj tako težkovno dviguje. Zdaj mi, naprimer, breme ne moremo dvigniti, lahko ga pa prost dvignemo. Zdaj smo drugo leto zapored, tako da predstavljamo našo društvo kot prostovoljci, zato da pokažemo razliko med poklicnimi in prostovoljnimi gasilci, malo razkazujemo našo opremo, tako da otroci oziroma odrasli vidite, kako je nam gasilcem, kaj imamo na sebi, kaj je vsaka intervencija, tako da treba pokazati tudi, s čem se mi soočamo kot prostovoljci, ne kot samo poklicni gasilci, ki so tudi, ki smo mi glavni pomočniki, tako da treba malo gasilce predstavljati kot v dobri luči, da vidijo, da smo pripravljeni tudi, ko marsikateri lahko spi, ko nam pozivniki cvilijo ob 3 zjutraj, ob 3 popoldne ali med kosilom. Pri gasilcih smo med drugim srečali malčke iz vrtca Marjetica z Lešnice. Kaj si danes tukaj že ogledala? Medvede, gasilce, pa policiste. Kaj ti je bilo najbolj zanimivo zdaj tukaj? Policisti. Kaj so pa pokazali? Imajo bombone, pa štampilke imajo. So pa možje v modrem, ki so želeli predstaviti svoj poklic in varnost v prometu, na prizorišče pripeljali tudi motor in policijska psa. Odziv otrok je bil lep. So navdušeni nad policisti, najrajši imajo bombone pa štempilke, radi se pa družijo tudi z Leonom pa Piko. Pa na motoru so bili radi. Pa vpraševali, kdaj lahko naredijo izpit. Pa zaenkrat bojo še malo počakali. Na prireditvi so sicer izvedli tudi tekmovanje v gasilskih veščinah, poznavanju prve pomoči in menjavi zračnic. Le sekunda je dovolj, da se človeku zavedno spremeni življenje, pa naj bo zaradi skoka v vodo, padca, prometne nesreče, bolezni ali česa drugega. To so na lastni koži izkusili tudi paraplegiki in tetraplegiki, ki se na Dolenjskem, v Beli krajini in Posavju, sedežem v Novem mestu, že 40 let združujejo v društvo. Da se nismo mi tako zavzemali za to, marsikdo bi bil ostal doma
nikoli mogoče ne bi šel iz svojega stanovanja in to je nekaj, kar ne more ti nihče povedati, kaj je to. Nimaš, ko se ti to zgodi, nimaš koga vprašati, kako naprej, kam iti po kakšno informacijo, po pomoč, kdo ti bo kaj. In tu nastopi društvo s svojimi člani. Vsem, ki so se znašli v podobnih situacijah, želijo nekako pokazati, da se naj ne smiljamo samo sebi. Se tudi včasih malo čustveno emocij zgleda to, ampak tako je stanje. Dejstva so taka, vsaka družba ima toliko invalidov, jih ima tudi naša. In kaj bi bila največja škoda, ali pa da ne rečem greh, mladega fanta, pri 14, 15, zdaj 17 let je z motorjem tudi, da ga ne bi pač z nekim takim mehkim pristopom privabili svoje vrste, ga odpeljali tudi na kako, ne vem, prireditev, športno, kakšno, drugačno, ker jaz iz izkušenj vem, jaz sem sprav po zaslugi športa, jaz sem bil star 20 let, ko sem prišel na voziček, po zaslugi športa sem se upal dekletu pogledati v obraz, ker prej smo kar nekaj ti bilo narode, ampak jasno, da spet se ponavljam, toliko let nazaj, drugače pa imamo mi potrebe po hrani, po pijači, po delu, po nasprotnem pač, ja, vse to, Društvo, ki danes šteje več kot 100 članov, je bilo ustanovljeno kot društvo paraplegikov Novomeške regije leta 1979. Smo se odločili, da nas je pač toliko in da ni več ta prav namen, da bi bili vsi v Ljubljano obvezani, ampak da se združujemo po svojih krajih, po krajinah, je vseeno bolj obvladljivo in bolj dostopno. Jaz sem bila seveda prva tajnica, moje tajništvo je doma bilo kuhinjska miza oziroma jedilnična, ampak ni bilo problema, ker nismo za drugo vedeli, se nam je zdelo, da čisto v redu tako. Zagotovo je bil en prelomni trenutek, ko smo prišli do svojih lastnih prostorov, postali smo bolj samostojni, korajžni, upali smo se več članov in članic je prihajalo, da smo jih seznanjali z možnostmi, ki jih naše društvo nudi. Ob 4 desetletjih organiziranega delovanja so v svojih prostorih pripravili slovesnost, na kateri so podelili več priznanj in zahval za dolgoletna sodelovanja in pomoč društvu, med drugim tudi medijem. Jaz to rad poudarim, da mi ne bi bili, ne bom rekel nič. Marsikaj od tega se ne bi dogajalo, če ne bi seznanili širšo javnost. In tako širša javnost nas lažje sprejme med sebe. Priznanje je prejela tudi naša medijska hiša, ki redno spremlja njihova prizadevanja in dosežke. Sicer pa je društvo ob tej priložnosti prejelo priznanje Mestne občine Novo mesto. Moram pa reči, da smo kmalu od začetka imeli velik posluh na občinskih organizacijah. Da sem zelo lahko prišla kmalu v njihove organe, da smo tako lažje nekako predstavili svojo dejavnost in da so nas spoznali. Vesel in ponosen sem na to delo društva in res iskrene čestitke vsem članom. Mislim, da je ogromno dela opravljenega. Po drugi strani moramo mi kot družba seveda tudi biti pri dejanjih, ne zgolj pri besedah. Jaz sem danes izpostavil, kako pomembno je, da če govorimo, da smo gospodarsko izjemno uspešna regija, da znamo imeti tudi delovna mesta za gibalno ovirane osebe, da znamo ob pomembnih projektih za mesto, kot je glavni trg, le-te izvesti tako, da so dostopni tudi za invalide na vozičkih in seveda, da ko načrtujemo in opremljamo športne objekte, da so te tudi namenjeni športnikom in invalidom. Pomagajo tudi z dobrodelnimi dogodki, kot je bil pred nedavnim dobrodelni županov teniški turnir. Društvo paraplegikov Dolenjske Bele krajine in Posavja je sicer vključeno v Zvezo paraplegikov Slovenije, ki letos praznuje pol stoletja. Danes je vseeno družba in okolje bolj dostopno, bolj vključujoče kot 40-50 let nazaj. Takrat je bil že izhod iz stanovanja skoraj da nemogoč. Konec koncev tudi stanovanja so bila slabo prilagojena. Danes je vseeno malo lažje, kar se tiče arhitekturnih ovir. Zagotovo je treba še kaj urediti,
še vedno, po poškodbi se posameznik in cela družina, konec koncev socialno okolje, srečuje z velikimi vprašanji, z velikimi težavami, konec koncev za sprejemanje invalidnosti, tako kot je bilo 50 let nazaj, mogoče danes malo lažje, ker ko gremo ven, vidimo kakšnega invalida. 40-50 let nazaj temu ni bilo tako, ampak kljub vsemu se še srečujemo z težavami za sprejemanje invalidnosti. Predvsem pa se srečujejo z velikimi finančnimi zalogaji, kot jih terja na primer prilagoditev prebivališč svojim invalidnostim, še dodaja. Prostovoljno gasilsko društvo Smolenja vas je bilo ustanovljeno 15. avgusta 1929, danes pa je močno vpeto v življenje krajevne skupnosti. Vse povezujemo, društvo je aktivno z mladino, z člani, z upokojenci, tako da tlele nimamo kaj. Se trudimo, da smo povezani med sabo. Uspešnost je v bistvu merilo skupnosti, celotne vasi, celotne regije, naše krajevne skupnosti, Mali Slatnik. V bistvu vse to povezovanje med sovaščani v bistvu pripelje do delovanja društva. Ena oseba ni v takem društvu popolnoma nič. Gasilci se zmeraj trudijo, da vzdržujejo stanje pripravljenosti, naj bo to opreme in ljudi, kateri so pripravljeni posredovati v nesrečah. Jaz mislim, da smo dobro povezani, smo v prijateljskih odnosih z vsemi sosednjimi društvi, imamo dobre odnose s krajevno skupnostjo, kot tudi z društvi, kot so Rdeči križ, Društvo upokojencev in ostalimi, ki delujejo na našem področju. Zanimanje za gasilstvo pa v zadnjem času v Sloveniji narašča. Članov je dovolj, aktivnih članov bi lahko bilo malo več. Tu je pa tako odvisno od vsakega v bistvu posameznika, ali je pripravljen pomagati, ali je pripravljen samo donirati. Tu je vse odvisno od posameznega člana. Čeprav so s trenutno opremljenostjo v društvu zadovoljni, so se zelo razveselili nove pridobitve. Naše staro vozilo je staro 20 let, gledamo mačkano naprej, smo izdelali vozilo GVV-1, katero naj bi zadostovalo potrebam za naslednje obdobje. Kljub temu, da gre za manjše gasilsko društvo, so njihovi člani vedno pripravljeni priskočiti na pomoč, ko jih pokličejo. V povprečju imamo 5 intervencij, imamo domačih, v zadnjem obdobju je, hvala Bogu, malo manj. Drugače pa, kar se državnih intervencij tiče, smo bili v zadnjih 7-8 letih na skoraj vseh. Kar se večjih katastrof tiče, žledolom, poplave, razkrivanje streh, take stvari, tam smo zraven. Imamo srečo, da nimamo veliko intervencij, kar pa ne pomeni, da bi smeli spati na lovorikah nekih. Smo pa prisotni na vseh večjih intervencijah po državi, če se slučajno zgodijo, bog ne daj ne. V prihodnje se bodo posvetili predvsem podmladku v društvu. V zdajšnjem obdobju je malo manj, ampak zdaj smo začeli delati z mladinci, to se pravi od 14 do 16 do 18 let. In bomo postopoma začeli vrtec, osnovna šola, tako da bomo še v bistvu mlade otroke pripravili na neko prostovoljno delovanje, na neko druženje, zabava, ne da to predstavimo kot samo delo, ker ni tukaj samo delo, tu je v bistvu tudi zabava. Delo je zdajle, v takem primeru 90-letnica, priprava veselice, je treba skrb stopiti, treba nekaj narediti. V bistvu čez leto pa kar poteka društvene vaje, vaje za tekmovanja, to so v bistvu druženja. Največji izzivi so še dopolnitev opreme za novo vozilo, obnovitev stvari, katere še okoli doma in
prenos znanja in vseh stvari na mlajše rodove. Priznanje gasilcev iz Smolenje vasi je prejela tudi naša televizija, saj njihove dosežke redno spremljamo.